Najveseljakov balkon 2020 ima Nataša Zupanc, nagrada pa... Kako naj jo pozabim, kako naj grem naprej. Akcija nas je popeljala v vasico Vodruž, kjer živijo veseli in prijetni ljudje. Nataša, pa tudi seveda čestitke strani televizije in radia Veseljak. In zdaj le midve pogledava tale Najbalkon 2020. Jaz mislim, da si je res zaslužil tale naziv. Kakšne vse rožice imate? Aha, tule so pa milijon zvončkov, petunice. Milijon? Koliko posadite milijon zvončkov? Saj jih je res kar veliko, ne? Trava in to je to. Nataši bo ob milijon zvončkih zagotovo prav prišla čudovita nagrada Vrtnega centra Gašperlin. Šopak rožic in... Jaz sem pa kot sponzor dobil nagrado, ki jo bo lahko pri nas izkoristila v Vrtnem centru v Komendi oziroma v Ljubljani, ker pa je že ve, kje je ta center. Ja. Balkon ocenjuje kot zelo zanimiv in poln, bogat. Prvo tisti je, da hoče skoraj hišo prevagati, ampak gospa se je res potrudila, pomagala se tudi hčerke. Tak balkon je, treba rože zbrati, imeti okus za razporeditev, za celo leto, celo poletje, pa treba kar dosti zdržati. In ne boste verjeli, rože zaliva kar Natašin mož. Zjutraj zalivanje 1 uro, potem pa še tudi, če je kaj vroče, še okoli pogna, se še malo zalije, zmeraj moraš gledati, da je vlažno. Ne moremo pa mimo prelepe narave, ki nas obdaja. In kot vidite, je danes tukaj res čudovito. Imamo konjičke, zgoraj so ovčke, psi, mačke in pa zmagovalka in pa celotna ekipa televizije Veseljak. Kako ste pa vi reagirala, ko ste dobila tole našo sporočilo, da pridemo mi pa Erosi, pa da bo žurka tukaj danes? Ja, seveda sem bila vesela, ne, ta prvo dan, nisem žrebana, ne. Pa vesela sem bila res, no. Niste bila žrebana, kar izbrana ste bila, ko imate to gled balkon? Popoldan so popestrili prav tisti, ki smo jih slišali že na začetku. Super, povejte, danes pridejo tudi Erosi, se jih veselite, njih bolj ali nas? Ja, pa ste, kaj boste rekli? Kar vsi, da ste prišli, sem vesela, res. Super, tudi mi. Prav lepo je bilo videti Natašina smeh do ušes in pa veselje vseh ostalih, ki so prišli prisluhniti krasnim Erosom. Ni bilo malo. Življenje v Vodružu je prežeto z glasbo. Natašina hči jodla. Sin je ljubitelj harmonike. Jakob, koliko si pa star? 11. 11, pa že toliko dobro špilaš harmoniko, koliko dolgo že igraš? 4 leta. In kaj je, kdo je najboljši zdaj? Mihelič, Slak? Lojze Slak. In potem smo zaplesali. Bravo! No, Erosi so nam zaupali, da podoknice niso prepevali že zelo dolgo in da upajo, da jih bodo dekleta ob večerih zdaj več vabila. Torej, podoknice ob večernih urah pojemo. Tako, to nam ustreza, ker imamo takrat največ časa. Ja, jaz vas vabim, da na Veseljakov balkon pridete, a ne, za 5. Sicer ga nimamo, ampak ga bomo že zrihtala, ne? Improvizirali, ja, tako. Ja. Fantje se na rože sicer spoznajo bore malo. Dejan se spozna na rože, a on se spozna na rože. Dejan sam zaliva. V bistvu... Rože. Ja, rože, ja. Na rože se spozna naš Jože. Jože, dajva midva pogledati, kaj imamo tukaj. To so one gajtraže. V redu? Ok, rumene pa? Kako se že reče? Čakajmo. Mene je pa tulipan. Ja. A ti doma imaš kakšne rože? Ja. A imaš tulipane? Mislim, da ne. Ne. Posladkali smo se s slastnim pecivom, ki so ga pripravila Vesna dekleta in poizkusili najdaljši narezek na svetu. Naša ekipca se je kmalu zatem odpravila nazaj domov, a vesela družba je v Vodružu prelepih melodijah uživala še dolgo v noč.
njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Njena koža je dišala, lepše kot diši pomlad. Čestitke, predraga gospa Nataša Zupanc, zaslužili ste si.